Pozdravljeni v prvih poročilih televizije Maribor. Začenjamo s črno kroniko. Okoli 10. ure dopoldne je v Mariboru na Betnavski ulici skozi okno stanovanja z višine okoli 7 metrov padel otrok, star leto in pol, ter se hudo poškodoval. Za njegovo življenje se borijo v Mariborskem kliničnem centru. Preiskava dogodka še poteka. Kriminalisti preiskujejo tudi družinsko tragedijo na Ptuju. Tam so policisti v stanovanju našli 2 mrtvi osebi, obe sta umrli zaradi strelnih ran. Po prvih podatkih je šlo za umor in samomor starejšega invalidsko upokojenega para. Nadaljujemo z drugim dogajanjem po Sloveniji. Postojnsko jamo je obiskalo že 35 milijonov obiskovalcev. Vstopnico je kupil poljski turist, ki je v Postojno prišel z družino. Kljub pomembnemu mejniku pa pri upravljanju Postojnske jame prihaja do trenj med upravljavci te pomembne naravne in turistične znamenitosti. Spor med družino Batagel in občino Postojna naj bi bil tako hud, da skupno upravljanje jame ni več mogoče. V prekmurskih Pečarovcih so se po 13 letih spet pojavili žitni krogi. Mnenje o tem, ali je imel kdo po noči precej dela ali pa je za pravilne geometrijske like poskrbela nezemeljska sila, so deljena. Primer krožnice 44 metrov, na sredi pa še en krog. Pšenica leži v nasprotni smeri urinega kazalca. Vse to naj bi dokazovalo, da je te dni na Goričkem pristalo nezemeljsko plovilo. Pa menite, da so prišli nazaj vas obiskati po 13 letih? Vse možno. Poraja se vprašanje, ali so ti krogi v žitu delo človeških rok, ali pa je vendarle prišlo do obiska od zgoraj. Kdo ve? Domačini kot razlog za tisto nezemeljsko navajajo, da pšenica ni poteptana, ampak zgolj poležana. Če bi to bilo uteptano, pa bo se ti zdaj moždilo, ko mi hodimo, se že moždi. To vidimo, kaj je to nemogoče napraviti to. Kaj je to, mikša sila je. Mnenja okoličanov so različna, a tako je bilo menda tudi, ko so v Pečarovcih prvič opazili žitni krog. To pravi, da to pravi, neči božji klici so pa kot jezda. Je pa zanimivo, da se je zgodba ponovila v družinskem krogu. Lastnica polja s tokratnimi žitnimi krogi je namreč sestra gospodarice, kjer se je to zgodilo pred 13 leti. To je nesumljivo. In kaj pravi stroka? Glede na videno je očividno delovala mehanska sila, je pa treba priznati, da je nekdo izrisal lep geometrijski lik, tako da izključujem kakšnekoli nadnaravne pojave ali kaj takšnega. Ker pa smo ravno v času žetve, kdo ve, morda bo pšenica pridelana na Pečarovskem vendarle več vredna. V Slovenj Gradcu pa naj bi bil nekdanji župan Matjaž Zanoškar leta 2007 na sporen način na občini poskrbel za zaposlitev svojega sina. V razpisu so namreč zahtevali natančno tako izobrazbo, kot jo ima Zanoškarjev sin. S primerom se zdaj ukvarja Inšpektorat za javno upravo. Se veste, da župan ne vodi razpisa, ne sprejema niti sistemizacije, tako da to delajo pač službe, v tem primeru kadrovska služba občinske uprave, ki je vodila razpis, v katerega jaz kot župan nisem imel takrat nobenega pogleda. Potem je bilo slučajno, da je ravno vaš sin imel tako izobrazbo, ki jo je predvideval razpis. Veste, če je bilo to navedeno v razpisu, potem so zanesljivo morali za to obstajati razlogi. Kakšni so bili ti razlogi, naj bi vedeli takrat zaposleni na občini, ki pa se podrobnosti razpisa izpred 5 let ne spomnijo. Zadevo bo tako zdaj preučil še Inšpektorat za delo. Sicer pa to poročilo večjih posledic za Marka Zanoškarja, ki je zdaj na občini zaposlen za nedoločen čas, trenutno pa je v tujini, ne bo imelo. Jutri bo precej jasno. V gorskem svetu bo čez dan občasno nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa lahko v Julijskih Alpah nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno. V severni Sloveniji bodo popoldne ali proti večeru možne posamezne nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. Umor in samomor na Ptuju. Gradnja protipoplavnega nasipa v Duplegu. Pobuda za razpustitev mestnega sveta. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.